December je v rastlinjaku tudi poln domače zelenjave. Pri nas smo že konec oktobra sadili česen. Ta česen pojemo kot mlado čebulo, podobno narežemo na prvo spomladansko solato. Tukaj pa smo sejali mesečno redkvico. Mesečno redkvico, kot vidim, bi lahko sejali še nekoliko prej, tako bi naredila pridelek, kot je treba. V tem delu pa se razrašča zimska solata. Pokrili smo jo, kajti v tistem novembrskem obdobju so nam jo kljuvali ptiči, tako da je sedaj zavarovana. Kar se tiče zanimivosti, pa naj povem, da smo konec oktobra sejali tudi korenček in peteršilj in tukaj se že vidi, kako lepo kali, in spomladi bo samo nadaljeval z rastjo in na ta način bomo imeli zelo hiter pridelek v rastlinjaku. V vsakem rastlinjaku lahko postavite tudi zimsko shrambo. Tukaj prestavite vrtnine z vrta. V našem primeru smo prestavili kitajsko zelje, ohrovt, zelje, endivjo. Lahko se najde tudi kakšna endivja, ki jo prestavite v notranjost in tako uživate svežo zelenjavo še dolgo v zimo. Tudi korenovke, enostavno, če imate rastlinjak prazen, lahko zakopljete na kakšno gredo, pokrijete. Nekateri to naredijo kar v kakšen boben od pralnega stroja, postavijo korenovke notri, repo, kolerabo, črno redko, korenje in na ta način imajo dostop v copatih in pravzaprav v rastlinjaku to zelo dobro prezimi. Mi pa smo v rastlinjaku sadili tudi zimsko solato in to v decembru, kajti ne želimo, da solata prehitro zraste, da je prevelika, kajti v taki obliki najboljše prezimi. Zalili smo tudi nekaj z morskimi algami, da se boljše ukoreninijo. V ozadju pa smo že v novembru sejali zimski portulak, tudi rukola, ki kali. V tem delu pa motovilec najbolje ni uspel, zato smo ob robovih najprej sejali grah. Solata bo predhodno zrasla in bomo dokaj hitro pospravili. Tukaj je še ena vrsta graha in zraven tudi gre za nizek grah, ki smo ga sejali na približno pol metra razdalje, dobrih 40 cm in 5 cm v vrsti. Če pogledamo pa naprej, pa opažamo tukaj tudi mlado čebulo. Mlada čebula se lepo razrašča, pojedli jo bomo na prvih spomladanskih piknikih, zelo dobro nas očisti, ima kar nekaj žveplovih spojin, tako da je zelo dobra, koristna. No, v tem delu pa opažamo azijsko listno zelenjavo. Azijska listna zelenjava lepo se razrašča, kali, večkrat se jo spomladi oziroma v naslednjem letu reže, zelo hitro bomo imeli pridelek. Kar se tiče še ene vrtnine, ki bistveno boljše naredi v rastlinjaku, pa je bob. Bob tudi sadimo, nekateri pravijo tudi sejemo v decembru. Bob enostavno rabi kar dokaj veliko prostora, približno pol metra med dvema vrstama in pa za približno 15 do 20 cm razdalje v vrsti. Tako bo najboljše naredi visoko rastlino in pri nas že tradicionalno bob sadimo v mesecu decembru, kajti na ta način spomladi nimamo težav s kakšnimi boleznimi, nimamo težav tudi s tem, da pridelek propada, tako da bob je pravzaprav pri nas najboljši v rastlinjaku, zadovolji te naše osnovne družinske potrebe in od sedaj že nekaj let ga obvezno sadimo v mesecu decembru in tako je pridelek najboljši. Rastlinjak je lahko poln tudi pozimi. Kar se tiče gnojenja rastlinjaka, je bil čas mesec november najbolj ugoden. Takrat pognojite samo polovico rastlinjaka, drugo polovico pustite prazno. Tako da tam, kjer nismo sejali, bomo postavili pri nas še zastirko iz zadnje pokošene trave, ki jo hranimo v big bagu. Seveda pa rastlinjak zalivamo tudi pozimi. Obvezno mora biti zračen, kajti če ni zraka, se ravno tako lahko pojavijo kakšne plesni težave. Do temperature -5 stopinj je lahko čez dan brez težav tudi odprt. Interventno pa ga pri nas ogrevamo samo takrat, ko temperature padejo na -15 stopinj, to je včasih
potencialno lahko možno v mesecu januarju, ampak zadnja leta že dolgo ni temu tako, ali začetku februarja, takrat pa ogrevamo kar žerjavico iz kamina, ki jo damo v kovinsko vedro, vse skupaj tudi na trdno kovinsko podlago, da ne pride do kakšnega požara v rastlinjaku, in takrat enostavno tak rastlinjak, ko je ta, ki je dokaj velik, lahko ogrejemo za celih 10 stopinj, če je zunaj -15, imamo takrat v rastlinjaku -5 stopinj in to je pravzaprav čisto dovolj, da vse v njem prezimi. Tako da to so bila zadnja oglašanja v tem prihajajočem zimskem obdobju z rastlinjaka. Vam pa želim vse dobro tudi na vašem vrtu. Spremljajte nas tudi na spletni strani Zeleni svet, Facebooku, Instagramu in seveda tisti mlajši tudi na TikToku.